Labirint umetnosti je park. Je čisto poseben park, v katerem bo zasajenih 278 dreves, kanadskih čuk, in med katerimi se bo vila pot. Po tej poti se bo prišlo v srčiko labirinta, v kateri bo bralni otok. V bralnem otoku bodo police s knjigami, tam bo tudi možnost oddiha, vzeti kakšno knjigo, si jo prebrati. Ideja labirinta umetnosti je teško definisati sa jednom rečenicu. Labirint kao objekat i kao simbol je del arhaične kulture. Mi pokušavamo nekako da uživamo ovih mrtvih simboli, znaci na neka socijalna aktivnost. To je jedina od najvažnijih mojih ciljeva. Uraditi, napraviti prostor za socijalnu aktivnost. Vsega začetka je izredno pomemben del programa Ljubljana svetovne prestolnice knjige tudi sklop, ki povezuje knjigo in mesto. Gre za sklop, s katerim se poskuša v javni prostor vpeljati vsebine, ki so tako ali drugače povezane s knjigo, s knjižno kulturo ali z umetnostjo v širšem smislu. Zato je seveda bilo od vsega začetka smo bili zelo naklonjeni ideji, da se labirint umetnosti umesti v ta program, kajti na ta način Ljubljana pridobiva v prvi vrsti nove parkovne površine, zelene parkovne površine povrhu vsega, ki so seveda notranje pa zelo bogate za vsebino, kajti labirint umetnosti je način, kako se promovira umetnost hoje in kako se promovira branje. Prav zaradi pomena smo izbrali ta projekt. Mislim, meni je bil predvsem všeč zaradi tega, ker je za vse, ker je trajen, ker je za večno. Torej ni to enkraten dogodek, ampak to traja forever. Všeč mi je tudi to, ker ohranja zelena površina, ker neki CO2 bomo na ta način očistili, torej ekološki vidik. In v bistvu si predstavljam, da je to prostor, kjer bo človek lahko, ko bo imel dosti vsega, šel sklopil mobitel, šel v park, se sprehodil po potkah, prebral kakšno pametno misel, se usedel, prebral kakšno novo knjigo in to je to. Zakaj smo labirint umetnosti postavili v Fužine? Recimo, imeli smo na razpolago 5 prostorov po Ljubljani, ampak Fužine so se nam zdeli nekako v enem smislu kulturno izpraznjen prostor. Lep travnik, proklical je po nečem, da se tam dogaja, ker je neposredni sosed labirinta umetnosti tudi psihiatrična klinika in je tudi most recimo med odtujeno inštitucijo recimo in mestom. Tako da to je prav en lep povezovalni moment. Sicer pa si želimo, da ljudje pridejo tja, ga obiščejo in uživajo predvsem tam. V vonju, dreves, v hoji, v branju knjig, v pogovoru. Projekt je pravzaprav izredno dobro bil razdeljen že od samega začetka. Na ta način seveda tudi lahko razumemo nek velik konsens glede njega, kajti v njem sodelujejo zelo različne inštitucije, tudi zelo različne ravni, ki so morale seveda sprejeti odločitev to od urbanizma, varuhov narave, varuhov kulturne dediščine in tako naprej. In je nekako vendarle v dovolj kratkem času smo že v bistvu pred realizacijo.
pa Labirint umetnosti, poleg tega, da je park, je tudi sklop nekih, kako bi rekla, drobnih vsebin ali pa drobnih pozornosti, ki bojo obiskovalce pričakali v tem parku. Prva je, da bo po poti, ki se bo vila med drevesi, bo tudi kamni z odtisi misli o umetnosti, hoji, življenju, knjigi. Skratka, te misli tudi nabiramo, lahko jih vsakdo doprinese, lahko jih pošlje na Facebook aplikacijo pod Labirint umetnosti, lahko jih prispeva na naši spletni strani. Druga stvar, kot sem že omenila, bo v srčiki labirinta bralni otok. Tukaj je namenjeno ta ideja, da bi bila knjižnica v malem. Knjige se lahko tudi odnese, lahko se prinese, lahko jo pustiš tam, prebereš samo kakšno pesem, kakšno misel iz knjige ali pa tako naprej. O ostalih vsebinah, ki bojo napolnjevale še ta park, pa ne bi zdaj govorila. Najprej treba, da labirint zaživi, potem ga bomo pa dopolnjevali zagotovo še s kakšnimi literarnimi, glasbenimi vsebinami. Rada bi pa samo še to poudarila, da smo povabili tudi šole zraven k Labirintu umetnosti, in sicer ob otvoritvi 15. aprila bo v Labirintu umetnosti tudi razstava del otrok od 2. do 4. razreda, ki jih bodo izbrali posebna žirija.